Sem Katja Kraškovic, direktorica in dekanja GEA College fakultete za podjetništvo, v zadnjih letih tudi lastnica, strastna motoristka, športnica in pa tudi deloholik, verjetno, glede na vse to, kar sva povedala. Iščem ravnovesje med delom in prostim časom, uživam v naravi, uživam ob kužatih živalih, uživam na morju, v gorah. V resnici imam aktivno življenje in to mi je všeč. Jaz sem že zelo zgodaj, še ko sem bila zelo majhna, hodila naokrog in govorila, da bom direktorica in da imela svoje podjetje. Ker ga je imela moja mama in sem bila veliko z njo doma, ko je vodila, ko je vse to delala. In v resnici od tega nisem nikoli odstopala. Sem pa želela po fakulteti, prvo pridobiti nekaj izkušenj, kar vidim tudi danes na naši šoli, da na fakulteti študentje grejo prvo malo drugam, da se še kaj naučijo iz prakse, potem pa odprejo nekaj svojega ali kupijo ali kakorkoli. Tako da v bistvu sem kar vedela, kaj želim, sem imela začrtano pot, nisem pa vedela točno, v katerem področju. In ko sem študirala, ko sem šla potem tudi po nekaj dela na MBA, sem vedno mislila, da finance res niso zame. In potem sem seveda 10 let delala v financah, zaradi čenega kruha se največ poje, ne. Potem sem bila tudi dobra, ampak moja duša je pa mogoče malo kričala po čem drugem, mogoče po področju, ki je bolj pozitivno, ki daje neko energijo ljudem, z dobrim občutkom odidejo od tebe. Ker v financah je vedno tako, da je nekaj lahko narobe, ne. Denar ti lahko vsak vzame, trgi padajo, ljudje odnašajo denar ob napačnem času in to se vse projicira v energiji. In to se mi je zdelo, da je področje, kjer v bistvu ne želim dolgoročno delovati. In izobraževanje je pa nekaj, kar ti ne more nihče vzeti, ne more tega nihče iztrgati iz glave. In v bistvu ljudje odhajajo, ko se nekaj naučijo pozitivno od tebe, jim je to napredek v življenju, zato lahko napredujejo na službenem, se pravi poslovnem in zasebnem področju. In to je tisto, kar se mi zdi, da je od nekdaj pisalo nekje v moji duši, pa tega nisem čisto dobro vedela. Ko pa sem ugotovila, da v financah več ne želim biti, sem pa potem tudi ugotovila, katero je področje, tako da jaz mislim, da je povsem pravo. V resnici sem v razredu zelo rada in imam tudi finance, poučujem, pa je za to malo časa. Ampak mislim, da mi je to premajhen izziv in ne rabim več. Včasih se tudi sprašujem, zakaj je to potrebno, da bi bilo lahko manj zahtevno. Ampak večkrat, ko me nekdo vpraša, kako to jemljem kot neko lahkotno zadevo, ki jo je treba rešiti, in tako nastopam tudi tu. In zato mi je potem v izziv, bom rekla, da vodim, da imam več, bom rekla, da imam ekipo, da lahko skupaj kreiramo, da lahko nekaj naredimo, kar pusti pečat. Jaz vedno rečem, delajmo nekaj, kar delamo dobro zase, za tiste okoli nas in kjer pustimo pečat. In to mislim, da z izobraževanjem, z formalnim izobraževanjem, ko študenti zaključijo študij in grejo v svet, lahko pustimo. Ker v bistvu, ko pogledaš nekoga čez leta, da dela v nekem podjetju ali ima svoje podjetje in je uspešen, je to res neko zadovoljstvo, ki ga ob tem občutiš. Sem cel čas nekako se iskala in sem rekla, ne vem, zdaj pa kar za druge delam, ne, in tako. Ampak sem se zelo dobro najdla v funkciji tega, da sem strokovna na nekem področju in potem vodenja. In sem tudi, bom rekla, v svojih prejšnjih funkcijah prevzemala, šla do članice uprave v se pravi investicijskih skladih. In to je nek del, kjer se mi zdi, da sem se naučila in vloge podjetnika in menedžerja. Ker danes sem v obeh vlogah, in mi marsikaj to pomaga. Moram priznati, da tudi specializacija v financah, ko sem prišla leta 2015 na GEA College, mi je zelo pomagala. Ne vem, če bi bili danes tako uspešni, če ne bi imela tega znanja.
Približno 30 nas je, bom rekla, vsega skupaj v zaledju, plus 60 učiteljev na fakulteti, potem imamo pa še na višji šoli okrog 80 učiteljev, kjer pa kolegica vodi višjo šolo, tako da ni vse na meni. Na splošno smo v svetu, kjer je ženskim malo teže, pa ne zdaj, da bi igrali neke žrtve ali pa podobno, ampak tudi v moji prejšnji službi sem se mogla 3-krat toliko dokazovati kot fantje, ne. Mislim, da tudi na tem področju in tudi v vodenju na splošno, ne, na različnih pozicijah, kot lastnica sploh, ne, včasih me vprašajo, kako mi je to uspelo, če mi je kdo pomagal, ne, in tako. Teža je kar zajetna, je velika, marsikdaj me kdo od zaposlenih ne razume, ne, ker v resnici je moj pogled vseeno malo drugačen kot njihov ali pa kot enega samo menedžerja, a ne, oziroma vodje določenega oddelka. Tako da tu je moj pogled, moja miselna ozadje povsem drugačna. Jaz gledam res dolgoročno, gledam, kaj ima določena odločitev vpliv, med tem, ko nekdo, ki je samo na neki poziciji in ni lastniško vpleten, gleda samo tisti trenutek. A ne? Tako da mnogo je tudi neprespanih noči, a ne? Kadar so težke odločitve, kadar so odločitve, ki lahko vodijo tudi v to, da nam ne gre dobro ali da finančno ne speljemo določenih zadev. Ampak vsem poskušam to peljati na en tak, kot sem prej rekla, igriv način, da rečem, to lahko povem od kolega, ki sem prebrala njegovo knjigo, to tudi zdaj večkrat naredim. On je rekel, da se vpraša, a bom od tega umrl, ne bom, jutri je nov dan, ne? In gremo naprej. Tako da jaz bolj v tem smislu si vzamem čas zase, da lahko neke stvari premislim, grem v naravo, grem na motor, grem na različne športe, zato tudi take zbiram, da ne moram razmišljati vmes, zato da se misli sčistijo, prepucajo, ali kako naj rečem, da je potem lažje. Je pa dejstvo, biti zaposlen ali biti lastnik je bistvena razlika in vsakič, ko nekdo reče, tebi je enostavno, tebi je lahko, rečem, daj se v to pozicijo, naredi, ne, kupi neko podjetje, ustanovi ga, pa boš videl, kako enostavno to je, ne, tako da ima pa to svoje čare. Jaz vedno rečem ljudem, da morajo izrabiti ali pa zagrabiti vsako priložnost. In jaz sem vedno jo, samo enkrat ne, ampak to je bila taka majhna. Pa je majhna, pa mi je še danes žal za njo. Ampak ne, moram priznati, da sem kar zadovoljna, ne bi veliko spreminjala. Zdaj sem našla tudi neko ravnovesje, ne, v resnici imam največji izziv, kako ne toliko delati, a ne, kako v bistvu ta balans med delom in prostim časom, kako odklopiti, kako na dopustu odklopiti. Ne. Vedno v bistvu moram imeti polne dneve za to, da ne primem za računalnik in to se učim, recimo, to je nekaj, kar bi lahko v preteklosti, recimo, to je en delček, ki ga mogoče bi morala začeti že prej, ne, kar se potem pozna tudi malo na zdravju, ampak mislim, da sem še pravočasno se začela učiti tudi tega dela. Ja, jaz mislim, da izhajam iz družine, kjer je delo res mogoče celo prehuda vrednota, ne, tako mama kot oče v resnici. In ima mogoče tudi ta vzorec, ne, da je treba delati, da je treba biti delaven, da je treba, da ne moreš kar poležavati in podobno, ne, tako da se moram, ko se je treba odpočiti, tudi tega učiti. Drugače pa, ker zelo rada berem knjige, potem to hitro zapopadem z knjigo v roki in tudi to gre. Ampak delo je res številka 1 in me tudi žalosti, da v Sloveniji to ni več tako, ne, tudi pri mladih. Bi si želela, da bi to obrnili. Potem se mi zdi zelo pomembno, da si pošten, iskren. Mislim, da to vse z družinskega okolja izhaja in pa seveda dobronameren. Ker če si dobronameren, potem pridejo tudi vse ostale stvari zraven, kot je odgovornost in tako. Tako da to so tudi vrednote, ki jih želim na GEA Collegeu spodbujati, tudi študentom povem o solidarnosti, o kolegijalnosti in podobno, ne. Tako da poskušam to čim bolj graditi na tem.